mi trije, vsem lep prijazen dober večer. Res hvala, ker ste prišli. To ni tema, ki bi bila senzacionalistična, to je tema, ki je globokega, eksistencialnega pomena, najglobjega za vsakega posameznika, za človeštvo, živali in za svet. Začela bom s svojim spominom na profesorja Antona Trstenjaka, čudovitega človeka, ki mi je v nekem pogovoru rekel, Manca, več, ko se govori o etiki, manj je etike. Jaz sem rekla, ali je ravno obratno, pa sem je tako skrivnostno nasmehnil in bi zdaj prosila Boru tebe, ti si profesor filozofije in etika je filozofska disciplina, mnogi jo zamenjujejo z moralo. Kako bi ti komentiral to Trstenjakovo misel in tebe bom vprašala isto, dragi Marko. To Trstenjakovo misel, ker toliko kot o etiki in morali govorimo danes, nismo, kar sem jaz na svetu, se pravi, 61 let se mi zdi, če se v prvega razreda osnovne šole spomnim, da bi bila ta beseda tako v središču pozornosti nenehno in da bi bilo tega čuta za moralno kaj prav tako malo. Tako da te prosim za komentar in za tvoj pogled po tem, zakaj smo pa mi kljub temu se odločili za svetovni letos. In temu navkup. Hvala, Manca, za vprašanje. Najprej, strinjam se v celoti z mnenjem profesorja Trstenjaka, pokojnega profesorja. Sicer pa odgovor na to vprašanje ni tako težak. Zakaj govorimo največ o etiki takrat, ko je te ali pa morale v družbi najmanj. Preprosto je to zaradi naslednjih dejstev. Prvič, etika je govor o morali. Etika je teorija morale. Teorija človekove moralnosti. Zdaj se vprašamo, kdaj govorimo največ o človekovi moralnosti. Največ govorimo o človekovi moralnosti takrat, ko je ta v krizi, takrat, ko jo primanjkuje, takrat, ko smo nezadovoljni z medčloveškimi odnosi, z temeljnimi vrednotami, državami in tako naprej. Etika, že po logiki, ta govorica se nenehno provocira skozi, bom rekel, neko nezadostno moralno situacijo, v kateri neka družba je. To je samo po sebi umevno, da se največ govori takrat, ko so tukaj problemi. Nenazadnje tudi sama disciplina etike nastane v kontekstih grškega polisa v tistem trenutku, ko so stare religiozne tradicije, ki so seveda imele svojo moralo, postale vprašljive, ko so se različne tradicije med seboj dotikale, vstopale v konflikte, ko so moralne norme postale vprašljive, ker ni bilo jasno, ali naj spoštujemo moralne norme te religiozne tradicije, druge ali tretje, ali naj spoštujemo tiste, ki zdaj nastajajo. In v teh konfliktnih situacijah začne človek bolj intenzivno kot kadarkoli prej premišljevati o tem, katerim moralnim vrednotam držam naj sledi. Zato je, še enkrat poudarjam, nekaj logično, samo po sebi razumljivo, da je etika kot govor o morali vselej najbolj intenzivna takrat, ko je moralnosti, ki je predmet etike, najmanj. Zato si lahko samo želimo, da bi o etiki končno začeli manj govoriti in bolj moralno živeti. In natanko temu je posvečen rezultat našega simpozija, ki smo ga imeli lansko leto, ki skuša povezati vprašanje etosa, svetovnega etosa, globalnega etosa in pa seveda vprašanja, kako človeka vzgojiti v dobrega človeka. Hvala lepa. Marko, najbrž ti imaš drugega komentarja, ker ne morava profesorja ušla je zdaj nekaj novega. Vendarle smo pravniki znali potem, da imamo vedno ločeno mnenje. Ločeno? Ne, zelo, lahko pritrdilno ločeno. V tem primeru morda pritrdilno ločeno. Namreč, kako kot si ti malce nagajivo vprašala profesora Trstenjaka, žal nisem imel nikoli priložnosti, da bi ga osebno spoznal, ampak pri nam doma so bile vedno knjige na polici, kot sem že večkrat povedal, še v tistih časih, ko je bil napol prepovedan, Mohorjeva založba, ampak ker je oče študiral tudi psihologijo, smo imeli 10-15 knjig in jaz sem brsko, seveda od začetka nisem nič razumel, ampak po drugi strani, ko sem pisal kakšne seminarske naloge, tako se mi zdelo pa neverjetno, kako težke stvari pove na preprost način. In po moje je tudi on razmišljal o tem antičnem idealu, namreč kako doseči skladnost med mislimi, besedami in dejanji. Ker pomeni, da so besede vendarle del tega, ampak jasno ne dovolj. In če pogledamo recimo Biblijo,
pa indijske vede, pa še kakšen religiozni spis, bomo ugotovili, da vsi besedam namenjajo veliko pozornost. Recimo v Svetem pismu vsi poznamo stavek, prvo je bila beseda je bila pri Bogu in potem je beseda Bog postala. Zelo identično najdemo v indijskih vedah in ni iz trte izvit izrek, da besede premikajo gore. Jaz mislim, da so besede res nekaj, kar pravzaprav je tudi del zgleda, ker če je bistvo vzgoje, o kateri se bomo pogovarjali, pa ne nazadnje tudi etike zgled, je zelo težko ta zgled pokazati samo z mimiko oziroma z nekim dejanjem. Ne? No in če temu dodam še najnovejše znanstvene ugotovitve, da omenim recimo enega socialnega antropološkega psihologa Dana Arielyja, je ugotovil, da se nepoštenosti lahko izognemo oziroma jo zmanjšamo predvsem na 3 različne načine. Gotovo za 100 poslusi in tako naprej. Zanimivo, pravi, na prvo mesto še vedno daje nadzor, ljudje očitno brez nadzora ne moremo. Ali so to starši, ki bedijo nad otrokom, ali šola, ali kakorkoli že, država recimo. Ne? Na drugo mesto uvršča moralne opomnike. In med moralne opomnike uvrščamo tudi etične kodekse. To sem zadnjič v parlamentu povedal, ker se poslanci že 25 let izogibajo kot zlomek križa etičnega kodeksa, v katerem pravzaprav vsaj v zadnjem osnutku pišejo zadeve, ki so več kot samoumevne. Ali ni samoumevno, da recimo poslanec skrbi za ugled Republike Slovenije, Državnega zbora in poslanske funkcije, ali pa recimo, da se obnaša dostojanstveno, pošteno in tako naprej. No, to očitno že ni več tako samoumevno. No in potem na 3. mesto daje pa lastnoročno podpisane izjave in neke druge obvezujoče deklaracije, recimo prisega. Skratka, besede očitno imajo neko težo, se pa seveda strinjam, da zagotovo niso dovolj, da mora človek te besede udejanjati na ta način, nekako doseči ta antični ideal. Sej, pravzaprav zadnjih 2500 let, 3000 let, mogoče še več, isto ponavljamo, ne? Samo človeštvo se potem giblje v valovih. Enkrat mu gre boljše, enkrat slabše, ta trenutek mislim, da smo bolj v dolini kot na hribu. Hvala lepa, enkrat mu gre boljše, enkrat mu gre slabše, enkrat mu gre tako slabo, da civilizacija izgine. Nekaj je že izginil, Atlantida, Egipt, stari Rim, če lahko tako rečemo. In pravijo, da vedno je vzrok bistveno eden in isti. Tudi med Indijanci, recimo, če gledamo te kulture, ki so postavile strogo hierarhijo in na vrhu je bila vojska, kot najvišja in tako naprej. In potem so oni imeli svoj red, svoje pravila, svoje orgije, svoje pohlepe in tako naprej. Vedno bomo našli nek strašen človeški pohlep tam, kjer je pri koritu. Ja. Tako da, če mogoče kdo še ne ve, Mao Tse-tung, veste, kakšno revolucijo je sprožil in kaj vse je naredil ljudem, ampak ni hotel zamenjati vseh kadrov in se ga nekoč vprašali, pa kako, ne boš zamenil. Je rekel, ne bom, je rekel, ker stari prašiči so se že nažrli, mladi bi pa hotel na novo grabiti stvari. Tako da, to so reči, ki nas opominjajo zelo močno, da je v človeku nekaj, da hoče še in še, pa ne samo materialnega. Tudi recimo, če nabiramo globe, na zagrab tista strast, da je gospod profesor na tem razmišljal, kaj je to v človeku. In potem hočeš še in še gob. Jaz sem šla včeraj prvič v življenju nabirati v Istro tele šparglje, ker nisem vedela, kako se to nabira in me je naučila prijateljica. In potem je tak vesele zagrabil, da jo nisem mogla domov spraviti. Sem rekla, veš kaj, to je čisto isto, kakor denar na tekoči račun. Še hočeš, pa še, pa bi še eno vrečko, pa še. Sem rekla, čist isti vzvod. Zdaj, če lahko filozof premisliš, kakšen vzvod je ta, ki nas pelje v pogubo. Še. Kaj je zdaj to v človeku? Ja, vprašanje ni preprosto.
Bo pa odgovor. Tako. Prvič, najprej, kar se tiče tega pohlepa, da hočemo več in več. To ne velja samo za človekov odnos do denarja, za nabiralce gob, za zbiratelje avtomobilov, to velja ne nazadnje tudi za nas intelektualce, ki zbiramo knjige, ki prirejamo nenehno neke okrogle mize in govorimo. In sklepimo za besedah in verjamemo v besede. Skratka, to je v nas. Zdaj vprašanje je bilo, zakaj je to v nas in kam nas to pelje, oziroma nas to pelje v pogubo. Ne nujno nas pelje v pogubo, k temu morda še pridem. Zdaj, se predvsem ukvarjam tudi za filozofsko antropologijo, torej za filozofskim naukom o človeku, ki je nek zelo odprt, tudi negotov, disciplinaren svet, pa vendarle nasplošno velja neko zelo elementarno izhodišče pri razumevanju človeka, namreč da je človek nepopolno bitje, da je bitje nekega manjka, da nam nekaj manjka, konstitutivno nam nekaj manjka v primerjavi z živalmi. Zato pravimo, da je človek kulturno bitje, kultura kot druga narava, skratka človek je bitje, ki si mora ustvariti svojo lastno naravo, ker je bila narava do človeka, če mislimo na njegove instinkte, nagone, tako naprej, na nek način mačehovska. To pomeni, ni za vse poskrbela pri nas. Zelo zanimiv je, če prastari antični mit o Epimeteju, to je nekoliko manj znan brat Prometeja, ki so mu bogovi naložili nalogo, da med ljudi razdeli lastnosti. Ne med ljudi, temveč med vse žive bitja. In Epimetej se je te naloge lotil izjemno entuziastično in začel deliti lastnosti živim bitjem in seveda je dal medvedom debele kožuhe, ostre zobe, orlom, ostre vid, ostre kljune in tako naprej. Kratka je specializiral, kot danes vemo, živali so specializirane na svoje okolje. Če mislimo nitično, pustimo za evolucijo, tudi evolucija je specializirana. In ko je prišel do človeka, je gotovo, zgrožen, gotovo, da mu vreči ni ostalo nič. Človek rojen, popolnoma nebogljen biti, nespecializiran, človek ne more sam preživeti. Na kar so se bogovi, ki so to nalogo dodelili Epimeteju, zamislili na to nalogo, na nek način se jim je človek v svoji nebogljenosti zasmilil in potem so prišli zraven za svojimi delili najprej Prometej, pametnejši, modrejši, Epimeteju brat človeku podeli ogenj, simbol razuma, sposobnost tehničnih veščin, orodje, potem mu Zeus podeli sposobnost naravnega občutka, potem pravne organiziranosti in pa smisel za državo in Atena preskoči nazadnje še in mu da občutek za religiozno, za religijo in za jezik. Tudi, ko imamo v tem sklopu vseh teh daril, imamo vse tiste komponente, ki človeka definirajo kot kulturno bitje. In celotna zgodovina je pravzaprav zgodovina človekovega samouresničevanja skozi njegovo sekundarno naravo, to je pa narava, ki se jo sam ustvarja, torej narava, ki jo imenujemo kultura, kot sekunda natura. Kultura je sekunda natura, druga narava. In znotraj te kulture človek ta svoj konstitutivni manko na nek način kompenzira, išče, gradi, išče svojo podobo. Zato tudi pravimo, da človek ni nič drugega kot to, kar iz samega sebe naredi. In tukaj smo potem tudi že pri vzgoji. Natanko vzgoja pa tista, ki mora človeku od najmlajših nog pomagati, ga usmerjati v smer samooblikovanja, samouresničevanja. Da mi nenehno po nečem hlepenimo, po nečem težimo, zato ker še nismo v celoti to, kar naj bi bili. To, kar naj bi pa bili, tega pa spet ni v nekem naravnem programu noter, temveč si moramo te cilje, te smotre postavljati sami. To pomeni, da se bo nekdo potem našel svoj smotre življenja s tem, da bo nenehno, kako hitro bo padel dež, šli v gost in bodo nabirali gobe, drugi bomo to počeli s knjigami, tretji bomo klepeli po denarju, četrti bomo zidali hiše, grabili, taka pleoneksija, neko nebrzdano kopičenje vseh možnih dobrin. Te so lahko tako materialne kot duhovne. Ne nazadnje tudi ljudje, ki smo kot rečeno intelektualci, kopičimo duhovne dobrine v sebi. Le da skušamo to početi nekoliko bolj senzibilno, misliti na celoto družbe in preko teh duhovnih vrednot skušati tudi druge, ozaveščati, glede tega, da obstajajo vrednote, da obstajajo smotri in cilji v življenju, ki so pomembnejši in človeka bolj izpolnjujejo kot to, če letiš po materialnih dobrinah. Da počnemo isto, skratka vsi počnemo bolj ali manj isto, ne da obstaja neka hierarhija, kaj je za človeka bolj pomembno v tem, kar išče in kaj je manj pomembno. Kaj je tisto, kar ga bo pripeljalo do pogube, če pa seveda nenehno kopiči materialne dobrine in katere so tiste vrednote, za katerimi bi se morali prizadevati, ki naj bi vzpostavile družbo miru, sožitja, sreče, zadovoljstva. Ali nas bo to pripeljalo v pogubo, je pa natanko odvisno samo od tega, v kateri smeri bo človek uresničeval samega sebe. In smer, v katero se trenutno giblje svet, ne samo pri nas v Sloveniji, temveč globalno, je seveda neka smer, za katero bolj ali manj vsi potem premišljujemo, ugotavljamo, da to pelje v smer pogube. Ali bo pa tja prišlo, je pa odvisno od nas, od tega, ali se bomo pravočasno ustavili,
ali se ne bomo poenostavili. To pa je vprašanje, na katerega ne morem odgovoriti. Hvala lepa. Si tudi ne želim. Ja, zdaj, še eno izvoli. opombo počrto, spet se seveda strinjam, ampak tako je razmišljal na glas, če ni vendarle precejšnji del tega nagnjanja do kopičenja, kakršnega koli v človeških genih. Poglejmo recimo telo. Telo se samo odzove celo na hujšanje s kopičenjem maščobe. Zakaj? Za seveda slabše čase. In je potem to začaran krog. Človek od samega začetka pravzaprav v želji po preživetju kopiči dobrine, lovi, je prisiljen tudi skrbeti za drugega. To je vedno znova meni fascinantno, da je zdaj nesporno skrb do sočloveka ena od moralnih matric, ki je v človeku od samega začetka, ki opažamo tudi v razvitejših živalih. Dan danes se sprašujemo, kam je pa to spuhtelo, ta skrb za sočloveka, ki rada reče sočutje, kakorkoli že. Tako da, ja, se spomnim tudi Trstenjaka zopet, ko pa dejal, da je glavna dimenzija prihodnosti upanje. Ali pa mogoče še lepša beseda hrepenenje. Kakršnokoli hrepenenje. Jaz sem počutil, da smo danes vendarle na račun tega hrepenenja in tudi preteklosti pozabili na sedanjost. Po moje bi morali skrinjo preteklosti pravzaprav previdno odpirati samo takrat, kadar nam zmanjka domišljije ali energije za sedanjost. Kajti drugače se lahko ta skrinja spremeni v Pandorino skrinjico. In kaj danes počnemo? Po eni strani segamo po preteklosti, ki je dostikrat traumatična zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. Včasih že sami pogledamo kakšen film, potem na koncu pride do tega, ja, oprostite, ampak nobenih težav nisem s svojim očetom ali pa z mamo, pa se na koncu izkaže, da je vendarle bilo nekaj narobe. Ali potem to skakanje kot podgani dirkač v prihodnost. Ja, gotovo smo tu na neki prelomnici, tudi po moje zaradi tega, ker ne znamo živeti zdaj, tu, za ta trenutek, pa zdaleč od tega, da bi imel v mislih samo hedonizem. Seveda tudi hedonizem je del življenja. Brez zabave, enostavno, zabave zopet v nekem širšem pomenu besede, jaz mislim, da ni prav prijetnega življenja. Gotovo, ni izpolnjujočega življenja. Zdaj se pa, prosim, osredotočimo na tale naš zbornik, kajti in oba sta poudarjala, kako je pomembna kultura in kako pomembno je v človeku prebuditi vrednote, ki bodo pomagale vsem skupaj k preživetju in vzgoja naj bi šla v to smer. Tale zbornik zajema zelo različne vidike, celovite ali celostne ali holistične ali integrativne, kakor želimo, vzgoje, kot si ti rekel, dobrega človeka, vzgoje, kot pravi Sreče Kosove, plemenitega srca, vzgoje, kot so že stari Grki, ti si že tam začel, pojmovali človeka. Tako da, ker si mi želimo, da bi vsak od vas nesel domov, seveda, tale zbornik, če lahko vidva na kratko samo predstavita bistvene poglede posameznih razpravljalcev, ampak zelo na kratko, ali bi jaz to prek naslovov, ker itak naslovi vse povejo. Kaj predlagata? Ja, preobširno, tudi ne vem, če se lahko drznemo, da bi komentirala. Bom jaz prek naslovov, pa bom tebe prosila, Marko, ki si začel pri začetku in si šel že v staro Grčijo, k idealu vzgoje in si potegnil to v sodobni čas. Če lahko na kratko predstaviš ta svoj prispevek, ki je zelo interdisciplinaren in interdisciplinarnost je eden od svojih načinov bivanja, pisanja, premišljevanja. Torej, če najprej ti kar svoj prispevek, potem bomo šli pa naprej kar po seznamu, da boste videli, da je vredno kupiti zbornik Svetovni etos za celostno vzgojo. Mene je pri prispevku navdahnil pokojni Franc Pediček, to lahko rečemo legendarni pedagog, poleg Osvalda, pa Gogane, pa še kdo bi se našel. Namreč
On je govoril o sodobni paideji kot holistični pedagogiki sodobnega časa, govorimo seveda o 50-60 letih prejšnjega stoletja, ampak nič se ni spremenilo. No in tisto, kar me fasciniralo, je bil njegov stavek, zaradi katerega je imel potem hude probleme v prejšnjem režimu, namreč rekel je, da bi ta sodobna paideja morala biti predvsem funkcija človeka z namenom njegovega učlovečevanja in šele potem funkcija ideologije, države, družbe, družine in tako naprej. In seveda to tedanji politični oblasti ni bilo všeč, da je bila ideologija na drugem ali celo tretjem mestu, pa vendarle ne bi bila to, kako bi rekel, poanta celotne vzgoje. No in ko sem začel bolj brskati po tem, kaj pa ne bi bila ta holistična pedagogika, pač sem prišel do spoznanja, daleč od tega, da bi bilo to edino pravilno, ampak kaj ne bi bile karakteristike tega vse zajetja, ne? Zagotovo vse prisotnost, to ni floskula, da se učimo in vzgajamo od zibelke do odhoda na drugi planet, kjerkoli, kadarkoli, danes celo digitalno, pa tudi teh oblik ne smemo zanemarjati, ne? Govorimo o nekem digitalnem redu, ampak lahko tudi pozitivno, čeprav kvari, potem zagotovo psihofizična, nič se ni spremenilo zopet od Platonovih časov, ne? Mens sana in corpore sano, zanimivo, zdrav duh v zdravem telesu, ampak kako je sodobna družba predvsem drugemu delu tega pregovora posvečala in še vedno posveča pozornost, torej zdravo telo, pozabili smo pa na ta mens sano, ne? Pa je pa seveda oboje del celote in mislim, da je to izjemno pomembno. Tu imamo dva krasna primera, pa še več bi se jih najdel, zagotovo Waldorfska pedagogika, pa Montessori. Imamo recimo prispevek našega svetovnega prvaka v skokih, Franca Petka, skupaj s sestro sta napisala krasen prispevek, ki tudi predstavlja in moram reči, da meni je bilo to eden od vrhuncev tistega našega posveta, ko sem začutil ta žar, torej tisto, kar je on včasih dajal nam, ko smo gledali skoke, planico in kjerkoli drugo, potem pa kar naenkrat na ta način. Jaz upam, da se bo tudi Tina Maze česa podobnega lotila. Seveda, ker ti ljudje so genialni, imajo neke, da ne rečem, nadnaravne sposobnosti in zakaj jih ne bi potem delili še z ostalimi. No, potem zagotovo, kot si rekla, interdisciplinarnost. Recimo, meni je pri svetovnem etosu tudi to mikavno, da smo z vseh vetrov. Včasih imam na tipičnih pravniških srečanjih, recimo dnevi slovenskih pravnikov ali podobni posveti, občutek, da smo kot vrste plesalci v kolu, ki plešemo drug za drugim in se nežno trepljamo po ramenih. Tu in tam seveda malo ponergamo, ker kako pa se ne smemo strinjati drug z drugim, ampak vendar, hkrati seveda se pa počutimo ves čas ogrožene, kdo je boljši, kdo ne. Se mi zdi, da v tej interdisciplinarnosti ta ogroženost, pa hkrati pretirana naklonjenost nekako izpuhti, no in to je, po moje, ena od naših odlik. Internacionalnost, danes karkoli počenjamo je mednarodno, tu rad dam za primer našo piransko občino, ne samo, da je dvojezična, ampak povejte mi še kakšen primer na svetu, tako kot pri nam, da bi recimo že drugič za župana zvolili nekoga iz Gane, afriške, se to tudi pokaže. Zadnjič recimo smo imeli en sestanek, sam pove, župan Bosman, je prišel tam na govoru, je 50 ljudi, pa je rekel, you think that I'm some sort of a joke, da je šala, ker da so ga debeli gledali, kaj pa zdaj to slovenski župan. No, to je recimo že tak dober primer, potem medgeneracijsko sožitje. Mene moti, da se vse prepogosto govori, kako je na mladih prihodnost in tisti, ki to govorijo, niti ne pomislijo, da pravzaprav vso breme prelagajo na mlade. Kaj pa je z detki, babicami, očeti in drugimi, mi smo pa za staro šalo. Tu se vedno znova spomnim zopet Platona iz Države, ki je celo izpostavil Abrahama, torej starost 50 let, ki je prelomnica, da človek se lahko šele tedaj potem začne v miru ukvarjati s tako pomembnimi, skoraj da božanskimi rečmi, kot je politika in tako naprej. Ampak za tiste čase, če si bil star 50 let, je po mojem tako kot danes 70, ali pa še več.
Ne smemo pozabiti seveda partnerstvo med moškim in žensko, tu se ne bomo spuščali v druge oblike in strpnost in sožitje, seveda tudi to. In jasno, za ljudi s posebnimi potrebami. Jaz tolikokrat ugotavljam, kamorkoli še pri nam grem, ali je to infrastruktura ali prevozna sredstva, kako enostavno ni poskrbljeno za ljudi, ki imajo posebne potrebe in kar naprej uporabljamo tudi recimo izraz invalidi, ne vedoč, da pride to recimo iz izraza invalid, kot bi rekel, brezvreden. No in ne nazadnje je zagotovo tudi še prirodnost. Imamo nekaj primerov od skavtov do primerov skupnostnega učenja. Meni je všeč, ko je nekdo napisal, pa ne vem, kdo je bil, ampak se ni tako pomembno, rekel, govorimo, da moramo iti nazaj k naravi, ne čas je, da gremo naprej k naravi. Narava je izvrstna učiteljica, izvrstna vzgojiteljica v vseh možnih primerih. Ravno prej sem razlagal naši Maši, da sem si danes pač vzel dopoldan prostor, da sem 3-4 ure prebil z zemljo, štihu sem po domače povedal, malo rav, tudi roke, je bilo krasno, od ta moja rdeča barva, ker je bilo sonce na Primorskem. Ja, ampak to je tisto, kar ti ne da fitness, kar ti ne da še ne vem kakšen maraton, ker mislim, da v naravi ni prostora za tisto samo razčiščevanje v egoističnem pomenu besede. Zato pa menihi obdelujejo vrtove, ker je to vrhunska kontemplacija. Tako da ti bi še nekaj pridodal, ne? Glavno je povedal vse o svojem članku in o zborniku, tisto, kar si omenil v zvezi z raznovrstnostjo, je zelo pomembno, hvala, da si to izpostavil. Morda samo besedo dve o tem, kdo se je tukaj sodeloval, pa ne bom imen. Jaz prišla skozi. Imena pa naprej. Ker se mi zdi, da je pomembno, da vemo, kdo je noter in kaj je povedal in nekako bomo veseli, kako na široko, kakšen velik je ta objem svetovnega etosa in katerekoli teme bi se lotili, bi bila ta širina vidna, k sreči tudi globina. Kar pa ni vedno nujno. Če smem, Anca, sem se to pripomnil, da na posvetu je bilo tudi več predavateljev, mislim, da še 4-5, ampak žal je potem tako, da ko se lotiš pisanja zbornika, mi se izogibamo te besede, ker mislimo, da nekako da je zbornik malce slabšalno, in si celo delamo otvaro, da je to skoraj da ena monografija, kakorkoli že, ampak ja, na posvetu je bilo pa kar, mislim, da je bilo 25 prispevkov v ustih, nekaj takega dočinja. 22, torej 3 3 pravzaprav, ja. Samo 3. No, bi jaz samo imena prebrala pa naslove, mogoče bi se malo pri Škamperletu zaustavila, zato ker so te stebri planetarnega državljana aktualni čez vse. Igorja Škamperleta najbrž poznate, vi ki tukaj sedite, tudi profesor na Filozofski fakulteti. Simboli se zelo veliko ukvarja, renesansa je njegov predmet. Človek, ki res izjemno zanimivo misli in premišljuje, tako da povabljeni, tudi čudovit pisatelj, njegov roman Kraljica, ne vem kako se, ime en najboljših romanov, kar jih imamo na Slovenskem, ampak ker je živel na Tržaškem, ga niso tako propagirali, kot če bi bil Ljubljančan. On je naslovil svoj prispevek Edgar Morin in 7 stebrov planetarnega državljana. Morin je pomemben premišljevalec, ki je odločilno vplival na eno celo generacijo, bi si upala reči. In teh njegovih 7 stebrov se mi zdi tako zanimivi, a dovoljte, da jih preberem, ker na njih stojimo ali pa pademo na teh 7 stebrih. Torej, spoznanje, da je narava človekovega spoznanja kompleksna in jo vedno spremlja občutek negotovosti. Se mi zdi, da ko smo v risu etike, da moramo počasi sprejeti to besedo skromnosti. Mi ne vemo, veste, ne vemo, zelo malo ve vsak od nas, zato je super, če se povezujemo interdisciplinarno. Tudi pojma dostkrat o stvarih nimamo. Jaz recimo, če dovolite, da povem, sem bila zelo zgrožena, kako vehementno so razpravljali o evtanaziji nekateri. Kot da govorimo o enem tehničnem predmetu. In kakor da oni čisto natančno vejo, kako poteka
proces umiranja, kaj je smrt in tako. V tem se pa mi še vprašali nismo. Mi se sploh še o temeljnih, osnovnih, eksistencialnih stvarih nismo začeli ponovno pogovarjati. Ne? Tako da, pa kar eni že vse vejo, neverjetno, koliko so ljudje... Ali pa zdaj v pilotiranju, ne? Ja. Sem zgrožen, eden od poslancev je uporabil prispodobo, češ da je grozljivo, ne? Toliko v pieteti, da je slovenska država pravzaprav takšna kot ta nesrečni kopilot, ko pomeni, da bo strmoglavila celo državo, pobila otroke in ne vem kaj. Pomislite, ne? Da to lahko nekdo reče javno in to v imenu ljudstva, ne? Ja, to je, skoraj bi rekli, ne bomo nič rekli. Sem vendarle moral reči, da to ljudi. Ja, drugi steber, da je človek biološka, psihološka, antropološka, kamor so tudi duhovna celota. In ti si že povedal, kako dostikrat človeka zreduciramo samo na telo kot stroj, ne da bi mi s tem telesom imeli zares resnično komunikacijo, ne da bi ga zares slišali, ker telo nas spomini, nam čisto vse pove, ali ste. Vse in telo je posledna oaza resnice. Telesu se pa ne more zvedati. Da je planet Zemlja skupna domovina in usoda človeštva. Skupna. In to je vzgojna naloga, da bi to vsi prepoznali, drugega spodbujali in učili. Vsi smo eno, Zemlja je ena za vse nas. To je sploh ne razumem, kako lahko ljudje tako ravnajo brez tega zavedanja. Kako pomembno je sporazumevanje, komuniciranje, občevanje, nekateri rečejo, ne? In kako pomembna je etika tega sporazumevanja. Morin je veliko na tem delu, ti si že povedal, ne? Beseda. Komplementarnost, ki povezuje različne oblike, ti si rekel interdisciplinarnost. Naučiti se prepoznati osebne in kolektivne zmote, iluzije, predsodke. Joj, kako smo dostkrat prepričani, da mi imamo prav, pa pika. Imamo prav, ker tako je, pa pika. In se mi zdi, da je to ena od temeljnih lastnosti zelo egoističnih ljudi, ker prav ima vedno ego. Eno duhovno, kulturno bitje ve, da če toliko nas le sedi, toliko različnih interpretacij, da je recimo tega našega pogovora. Potem naslednji prispevek, zelo zanimiv, Robi Kroflič, to je eden najboljših naših pedagogov o pedagogiji. Bi lahko tako rekli, učitelj pedagogije, kakšne metodične pristope implicira vzgoja za vrednote svetovnega etosa. In zelo lepo je o etosu pripovedoval kot viziji in hkrati kot moderatorju, kot motivatorju za moralno delovanje. Potem Maša Gedrih, ki sedi tukaj in bo sama povedala v nekaj stavkih, zakaj se je odločila, da bo soodvisnost in nenasilje v svobodnem svetu tako poudarila tudi v procesu vzgoje in našega sobivanja. Te lahko kar povabim, Maša, pa ti na kratko to poveš, ker je tvoj prispevek dragocen. Posebej, ker je toliko nasilja v šolah, mi pa bi radi prišli v šole, ne? S čim? Prosim, če kar ustaneš, prosim, če si tako ljubezniva, da te bodo slišali. Mislim, da so ostali prispevki malo pomembnejši. Nenasilje je pa zelo pomembno danes. Ja, oba pojma sta zelo široka, ne? Soodvisnost govori o podobnih stvarih kot sodobna ekologija, ali pa podobnih stvarih kot John Donne, ki je rekel, da nihče ni otrok, vsi smo del iste celote. Kar pomeni, da karkoli storimo drugim svojemu okolju, povratno vpliva na nas. To pomeni, da ne glede na to, tudi če človek želi biti sebičen, tudi če človek želi skrbeti zgolj zase, je v njegovem interesu, da skrbi za eno celoto, to je v bistvu nekega dialoga, nekega harmonije ali pa rasti notranje in zunanje kakršnokoli. To je princip soodvisnosti. Nenasilje je pa mislim, da je najbolj razvidna koncept, ki se pa tudi lahko večplasten
govori o medsebojnem spoštovanju, upoštevanju. Hvala lepa. Če bi to zaživelo, seveda ne bi potrebovali ne varnostnikov, ne nadzornih kamer, nikjer. Najmanj pa še v šolah. Smem samo še dodati, da je Maša Gedrih ena od naših najbolj dejavnih članic, da bi bila midva urednika, Borut, praktično nemočna, brez njene pomoči, kajti midva se lepo elegantno ni delegirala takšne obveznosti, kot je bilo recimo nenehno opominjanje avtorjev, vendarle že pošljajo članek, potem so prispevki prišli, seveda niso bili v skladu s predpisanimi merili, ker je vendarle treba jih poenotiti. Skratka, Maša je ena od naših stebrov. Nas je kar nekaj, seveda od Mance, pa Albert Srečnik, ki danes manjka, ki je naš spiritus sagens, pa Karolina Štubec, skratka, kar nekaj nas je novo. Nekaj stebrov. Potem je Manca Košir prispevala že omenjeno hvalnico pedagogu dr. Karlu Osvaldu, ki je prvi na Slovenskem, tudi ob ustanovitvi Ljubljanske univerze je bil prvi, ki je delal na tem oddelku in ga je tudi vzpostavil, ki je postavil kulturno pedagogiko za vzgojo etične osebnosti, kjer je še posebej poudarjal literaturo in zato je meni tako pomemben in govoril o vzgoji srca prek umetnosti in še nekaj, kar se mi zdi tako bistveno, zelo je gradil in učil, da je potrebno vedno znova graditi skupnost. Človek kot posameznik ne obstaja, mi smo vsi povezani in če se povezujemo v skupnosti in potem iz teh skupnosti nastanejo grozdi ljudi, ki skrbimo drug za drugega in živimo drug z drugim, tako kot je Maša rekla potem, ne bomo ne negotovi, niti strah nas ne bo, stres se bo zmanjšal, mnoge bolezni posledici in tako naprej. Skupnost, kamor pridemo, če se le da, začnimo graditi skupnost. Človek je pač bitje skupnosti. Slavica Borka Kucler, ki je tudi zelo pomemben člen slovenskega svetovnega etosa, je govorila o solidarnosti, ustvarjalnosti in tudi skupnostnem učenju in to vseživljenjskem učenju, ker in kulturi učenja, tako da za pedagoge, če kdo tle, je ta članek res izjemno pomemben. Vojko Strahovnik je predstavil projekt Etos, zelo zanimiv projekt in še nekaj drugih zanimivih raziskovalnih nalog dela Vojko, ki navdihujejo k temu, da bi se temeljito ukvarjali z etiko in vrednotami. Bojan Žales se je posebej posvetil kreposti kot osrednjemu momentu personalističnega pristopa k vzgoji. Kreposti, kot je rekel Aristotel, mi danes rečemo pač vrednote in čeprav kreposti so kar lepa beseda, ne tudi lepša, pa manj izrabljena. Se mi zdi, da ima še več pomena, ker so se te vrednote že ne spraznile. Še več ima nabojno vse. Skratka, krepost, biti dober človek je vrhunska krepost, etičen, ne. Potem Edvarda Šteblaj in Franci Petek, zakonski par. Da mi ti brat in sestra. Pardon, vidiš, je zame, vidiš, jaz bi še incest dala med zakon, se vidi, da sem res preveč liberalna. Brat in sestra sta, vedela sem, da je bila ona prva in da je pol povabila in pritegnila in tako strastna oba pričevalca za vzgojo Montessori, res izjemna. In tle predstavljata svoj projekt, ki je evropski projekt, tako da toplo povabljeni k branju. Barica Marentič-Požarnik, ki je nasledila te velike pedagoge, o katerih si ti govoril, in je danes morda najbolj znana za učenje, metodologije, didaktike in tako naprej, je psihološke teorije moralnega razvoja skromno naslovila Drobci, ker jih je ogromno. Potem Suzana Čurin Radovič
z etiko do boljšega in bolj smiselnega življenja tudi v šoli, zelo pomembno, kajti mi vsi v svetovnem etosu si prizadevamo, da bi etika oziroma moralna vzgoja, če smem reči zastarelo besedo, prišla že v vrtce in v osnovne šole in potem tudi v srednje in na fakulteti, hvala Bogu, že je. Tako da so te projekti izjemno pomembni. Cvetka Tot, filozofinja, je zelo provokativen naslov si izbrala Proti tiraniji vrednot, ampak če boste prebrali kakšnih ekonomskih in tako naprej, ne, potem Marija Pepelnik Arnerič je etični vidik celostne vzgoje pri umetniških predmetih v osnovni šoli, kjer smo se vsi zgražali, da je teh umetniških predmetov v osnovni šoli manj namesto več. Včasih jih je bilo veliko več in prav pri umetniških predmetih, kot pravi Oswald, in drugi se goji ta umetniški čut, domišljija, intuicija, kar je vse bolj pomembno kot zgolj razum in pifljanje in memoriranje. Zato več umetniških predmetov in lepši bo svet in boljši. Potem Irena Mrak-Merhar je skavtsko metodo kot celostni pristop k vzgoji predstavlja. Če imate otroke, če imate vnukinje, toplo priporočam skavte in tabornike. Tam se pa še živi v naravi in z naravo in jaz sem sama bila tabornica celo svoje mladostno življenje. Mi smo poznali vsa drevesa, mi smo znali povedati vreme, ko smo pogledali oblake, ko smo veter začutili in tako naprej. To so znanja, ki so nekaj tako lepega in tako dajo človeku to krila, da bi lahko poletel, če se čuti, da je ne del narave, ampak da je človek sam narava. Predvsem pa tudi kultivirani medosebni odnosi, požrtvovalnost, tovarištvo, tovarištvo, prijateljstvo, vse to so skavtske in taborniške vrednote. Maža samo povedati, da smo tudi tabornike povabili, da predstavljajo svoj prispevek, pa se žal nismo odzvali, da ne bi kdo mislil, da smo bili enostranski, spreki, če imamo skavte, bomo imeli tudi tabornike. Zato pa se taborniki pogozdujejo, zdaj so že kot drugi šli vse slovensko akcijo pogozdovanja. Če pritisnete 1919 in napišete gozd, boste darovali €1 za novo sadiko gozdno in vas vabim, to še kar teče, a veste. In če bi dal vsak Slovenc €1, bi malo pogozdil to nesrečo, ki je res strašna za pogledati. Potem Janez Juhan je etično pedagogiko predstavil kot dialoško pedagogiko in poudarjal kot dialog kot nekaj izjemno pomembnega in temeljnega, ampak če bi bili mi zelo odkriti in bi opazovali samega sebe, in recimo naš parlament, ker si ti imel čast znotraj pogledati, bi ugotovili, da je resničnega dialoga izjemno malo. Da mi postajamo monološka bitja, da vsak pove svoje, poslušamo zelo slabo, nekateri sploh ne znajo več poslušati. Če bi se vrnili k pravemu dialogu, bi naredili že ogromno. Silvo Šinkovec je predstavil vlogo Pedička in svoje revije Vzgoja, ki je zelo pomembna na polju pedagogike in tudi pomaga svetovnemu etosu širiti ideje za etično vzgojo v šolah. Zvone Štrubel, kako težek poklic je biti in postati človek. Poklic kot poklicanost k temu, človek si ne. Zelo težko, tako da ne bi res domislil, da je ta samouresničevalski proces, o katerem je pa govoril tudi Razorko, o samovzgoji in samospoznanju, z zelo lepim naslovom Kamen od srca. In na koncu imamo še svetovni etos kot pedagoški projekt, to je pa Stefan Šlenzo, to je pa Štefan najbrž, ne? Štefan Šlenzo, ja. Ja, to boš pa ti povedal. On je pa zelo pomemben član Inštituta Svetovni etos v Tübingen, oziroma ustanove Svetovni etos, ki je domicilna ustanova pod pokroviteljstvom oziroma vodstvom, zdaj sicer že zelo bolnega pionirja tega projekta, to je Hansa Klingla, ki se v tem inštitutu posebej ukvarja z vprašanjem pedagogike.
kajti sam projekt svetovnega etosa je bil od samega začetka naravnan v smer vzgoje. Dobro vedoč, skratka, predvsem Kung je bil tisti, ki se vsega začetka zavedal, da če ima kakšenkoli smisel govoriti o prihodnji, moralni, pravičnejši družbi, potem je možno takšno družbo seveda dolgoročno načrtovati in človeštvo znov njo usmerjati preko vzgoje, torej od najmlajših. Morda bi samo k temu dodal tisto, kar si prvo najprej hvala za zelo kratko. Izčrpno in vendarle zelo povedno predstavitev zbornika. Tisto, kar morda kaže še dodati k temu, je, če se premalo zavedamo, da je pravzaprav področje moralnosti, etike, o čemer govorimo, natanko tisto področje, ki nas vse povezuje. Če bi zdaj pogledali, kdo je vse tukaj sodeloval, ti si imenila imena, da sem pa samo na kratko, pa bom sigurno kaj izpustil, omenil, z katerih področji prihajamo. Tu so bili pravniki, tu so bili sociologi, komunikologi, filozofi, pedagogi, seveda na prvem mestu, teologi, celo geografi, medicinci, glasbeniki, umetniki in številni učitelji iz osnovnih in srednjih šol. Skratka, praktično ni nobenega pomembnega poklica, akademskega in tako naprej, ki se ne bi čutil v tem, kar počne poklican in nagovorjen, da prispeva svoj del k ozaveščanju družbe na moralni ravni. Kot si ti Marko prej dejal in enako velja tudi za seveda filozofe. Ko imamo svoje simpozije, smo tukaj bolj ali manj isti skupaj. Celo filozofi, ki sicer govorimo o vsem, se na simpozijih združujejo okrog določenih disciplinarnih tematskih polj, kjer so bolj ali manj vsi podobni. Ko pa govorimo o etiki, pa dejansko, kljub temu, da je etika tudi filozofska disciplina, je to edina disciplina, za katero, ali pa ena redkih, ni edina, ena redkih, ki dejansko zadeva vse nas. Kajti ljudje smo po naravi moralne bitja in če obstaja nek družbeni software, ki ga moramo osvojiti, zato da lahko skupaj živimo, potem je to tisti software, v kateri govori etika in ki ga udejanjamo skozi moralnost. Zato je praktično vsak od nas poklican, zainteresiran, da o tem govori, da si v tej smeri prizadeva, zato ker nihče ni odveč, nihče tukaj ni več vreden, temveč je to naš pravzaprav skupen projekt uresničevati solidarno družbo, sočutno družbo, pravično družbo in se truditi v smeri, da bi nadoknadili nek veliki manko naše družbe, zlasti naše, čeprav to v neki določeni meri velja za svetovno družbo, to je namreč problem vzgoje. Problem vzgoje je pa seveda največji problem, to vedo številni, največji problem človeka. Tudi najtežji problem. Marko, bi še nekaj dodal? Torej, v bistvu smo pozabili na krovni prispevek, ki ga je profesor Ušlaj napisal. Stop, oprosti. Krovni prispevek je seveda pokroviteljstvo predsednika vlade Mira Cererja, ki ga nismo omenili. To je res. Ki nam je s tem seveda, dovolj Marko samo potem, ti so ni krovni prispevek, ti so samo uvod v prispevek. Uvodna beseda. S tem, da je skratka politika tudi sama pokazala interes, nas navdaja s kakšnimi pričakovanji. Niso zelo velika, pa vendarle pričakovanja so, da bodo skratka tudi politiki naredili nekaj v tej smeri, da bi se na področju vzgoje in izobraževanja pri nas premaknilo. Kajti tako kot je, ni dobro, Anca, ni dobro, tako kot je. Odzval se je, že to je lepo. Na prvem posvetu je bila pokroviteljica varuhinja človekovih pravic, Vlasta Nussdorfer, zdaj dr. Cerar. Nekako nagovarjamo predsednika republike za oktobrski posvet, ki ne bi bil posvečen gospodarstvu, svetovnemu etosu gospodarstvu. Ni rekel ne, takoj, tako da bomo videli. Kakorkoli že, spet smo pri besedah. Dobro je, da mi govorimo in da tudi oni govorijo in potem bo težje imeti alibi, da se nič ne bo zgodilo. Še mislim, da se bo radimo, tako da. Ko sem prihajala k vama, so meni trije vprašali, kdo sta vedela, jaz sem rekla, univerzitetna profesorja, vendar ne, kako pak. In sem rekla, naj vaju vprašam, če bomo že govorili o etiki in o besedah, pa še o tem, kako mora biti vzgojitelj vedno najprej sam vzgojen in da prosita za vajen komentar teh visokih izplačil med vzgojitelji, kaj te visoki honorarji v luči našega etosa pomenijo. Tako da, prosim, zdaj se boš ti pravnik s tem ukvarjal, ker vem, da ljudje, ki tle sedijo, so tudi radovedni in bi sigurno kdo to vprašal. Tako da, kar povej. Pred kratkim priliko to povedati za širšo javnost na intervjuju na televiziji in sem začel s tem, da me je sram. Čeprav bi pričakoval od drugih ljudi, da jih bo bolj sram, ki so te zneske obelodanili. Potem sem pa citiral ministra Erjavca, ki je rekel, da tega zneska nikoli v življenju niti na papirju ni videl in tudi tu lahko potrdim, jaz tega nisem vedel in sam svojih izkušenj izhajajoč
trdim, da če nekdo, pa tudi kot redni profesor, vestno in marljivo opravlja vse svoje redne obveznosti, torej pedagoške, vzgojne in raziskovalne, mu seveda še nekaj časa ostaja za dodatno delo, kar ni nič narobe. Kajti zlasti recimo pripravniki, pa tudi druge, je to nenehen stik s prakso, nič narobe, ampak gre morda, če bi bil zelo konkreten za, ne vem, lahko nekaj 100 evrov mesečno, ne pa te astronomski zneski, ki smo videli, in ne od lastne fakultete oziroma zopet iz davkoplačevalskega denarja. Skratka, jaz sem zgrožen, hvala Bogu se je dogodilo to, kar se v politiki mora dogoditi, da je ministrica takoj odstopila, seveda verjetno z zelo odločnim namigom ali zahtevo predsednika vlade, kot se zdaj podobno dogaja recimo pri drugem ministru. Je pa zanimivo, jaz sem tudi član etične komisije, oziroma kot se imenuje natanko Komisije za etično vprašanje Univerze v Ljubljani. Mi smo, nekaj naših članov smo takoj, začel je filozof tudi kolega Marko Uršič, za zahtevo po izredni seji, ker drugače imamo redno sejo šele 6. maja. Jaz sem se mu takoj pridružil, potem še nekaj drugih članov, zanimivo, da tudi oba študenta. No, ampak potem, med tem časom smo pa izvedeli od rektorja, da se posebna komisija že s to problematiko ukvarja. Zanimivo, ne? Na nek način nam je bilo rečeno, da ne pustimo primer. Mi se bomo vendarle s tem ukvarjali, ampak ne na vrat na nos, ampak potem, ko imamo redno sejo. Dobro, hvala lepa. Imaš ti še kakšen dodatek? Ker jaz tudi kot univerzitetna profesorica čutim potrebo, da mi kaj na to temo rečemo, da se ne bi... Tudi jaz nekaj podobnega najprej kot Marko, namreč zgroženost, o kateri smo bili deležni, ko smo za te stvari izvedeli. Druga zadeva, ki bi jo pa želel ob tem, kar je bilo rečeno, posebej podčrtati in me prav tako jezi, je pa spet vezana na neko lastnost ljudi, vseh nas, ljudi kot ljudi, namreč neka globoko ukorenjena težnja po posploševanju. Posploševanje je, lahko bi rekli, lenova mišljenja. Skratka, zakaj misliti, če lahko z enega primera sklepaš na vse? Hočem reči, v tistem trenutku, ko se je izpostavilo, da je bivša ministrica v 10 letih dobila 600 000 evrov honorarjev, svoje lastnih in tako naprej, in se je izpostavilo, da je univerzitetna profesorica, v tistem trenutku se je pravzaprav zgodila stigma in smo vsi filozofi, torej vsi profesori univerzitetni, bili vrženi v en koš, in se je čez noč začelo spraševati, kako si pa profesor, kako. Celo moja lastna sestra me je poklicala, zdaj pa vemo, zdaj pa pove, kakšni so tvoji honorari. Teh pospraševanj je bilo malo. Jaz si lahko rečem, da je morda 1% tisti, ki to počne, pa ne zaradi tega, ker so profesori, temveč zaradi tega, ker so prikoriti. Tako določene fakultete, ki seveda več sodelujejo z vlado zaradi narave dela, jasno pravna fakulteta, ekonomska fakulteta, delamo tudi pravna fakulteta, to so seveda službe, brez katerih država ne more. Jasno je, da so potem profesori, tisti, ki so, bom rekel, na špici, izobraženi znotraj teh področij, prvi poklicani za to, da za državo nekaj delajo. Velika večina ostalih pa s tem pravzaprav nima niti dostopa do korit. Jaz moram reči, da kot profesor, pravzaprav sem se že sam spraševal, če bom to še počel naprej. Bil sem v številnih medijih, na radijih, na televiziji, na številnih okroglih mizah, kjer so določene teme, na katere se treba pripravljati vsaj en dan. Nikoli nisem dobil niti dolarje prej ali evro. To je vse zastonj. Pisanje v članko za revije, vse zastonj, za časopise. To so ure in ure, včasih vikendi dela. Nikoli nič. Moram reči, da sem danes presenečen, da tukaj se plača nekaj 10 evrov honorarja. To, da veste, da bom zato, ker sem tukaj dobil nekaj 10 evrov. Ampak to sem bil prav presenečen, da je to obstaja. In to veselo. Ja, včasih sem bil svojim vlastnim moderatorjem na radiju in televiziji za hec dejal, čeprav svoje delo razumem kot poslanstvo oziroma kot poklic, mi to ni težko delati. Zakaj oni, torej, ko pride če zgori žarnica, pride obrtnik, ki se zamenja z znanjem, ki pravzaprav ni nobeno znanje in zato pobere 50 evrov. Jaz pa delam vsaj en dan ali 2 dni, pridem tja, se pripeljem v Ljubljano, parkiram, plačam, imam stroške s tem, ne dobim nič. Sem rekel, ne zahtevam tega, ampak družba je nepravična in potem v tem trenutku pride gor informacije, kako smo univerzitetni profesori pravzaprav največji zaslužkarji v naši družbi. Tem mislim posploševanje. Jasno pa, da to nekateri počnejo, ampak ne zaradi tega, ker so profesori, temveč, ker imajo to možnost. Ker imajo to možnost, ker je zaradi poklica, zaradi zvez in tako naprej. Ker so sistemski nastavki, ki to omogočajo. Na to temo bi navezal, namreč nastavki so sistem,
je takšen, no, vsak sistem je možno zlorabiti, pa samo vprašanje iznajdljivosti, ne, kot so tudi včasih naši bivši brati rekli, ne, se treba znajdeti, treba je nadmudriti sistem, ta izraz je zanimiv, ne, ki se ga ne da dobro posloveniti. No in en od teh primerov, na katerega je opozarjal, ja ni, ne, je pa mogoče delamo krivico lisici, ne, ampak ko je bil rektor, profesor Menciger, je opozoril na pravzaprav neko neznosno lahkost izvajanja izrednega študija. In kaj se je dogajalo na mnogih fakultetah? V bistvu so izredni študij izvajali množično zaradi, se oproščam, bom kar rekel, faliranih študentov. Torej, v interesu institucije je bilo, da čim več študentov na rednem študiju pade, ne izpolne pogoje, grejo na izredni študij, ki ga je treba plačati in seveda gre del tega zaslužka tudi profesorjem. Redke so bile fakultete in se bom pohvalil z mojo, fakultete za pomorstvo in promet, pa recimo mogoče še strojno, pa jih je bilo zelo malo, kjer je bil izredni študij res namenjen temu, zaradi česar se je rodil, študiju iz dela. Torej ljudem, ki delajo in potem izredno študirajo popoldne ali pa potem ob vikendih. Jaz sem pa pohvalila, da sem predstojnica katedre za novinarstvo, da pa sploh imeli nismo. No, evo, se je to bilo pa najboljše. Ker sem jaz rekla, to je tekoči trak za dober zaslužek profesorjev, študenti dobijo zelo malo, sploh pa ne potrebujemo toliko novinarjev. Če kdo hoče biti res novinar, se bo potrudil in bo redno študiral. Pa še nekaj mogoče fair reči, ne, zlasti z vidika mlajših visokošolskih učiteljev, recimo asistenti, docenti in tako naprej. Veste, saj tudi te plače odražajo splošno družbeno stanje, ampak so nizke, ne. In zlasti na začetku. Plezanje po hierarhični lestvici v obliki habilitacij traja kar nekaj časa. Torej, redni profesor običajno postaneš med 40 in 50 letom, vsaj v družboslovju, zdaj v naravoslovju, če si genij, ne vem kaj, mogoče hitreje. In so res mladi, ki se ustvarjajo družine, saj to pri nas vidim včasih prisiljeni, da pač iščejo dodaten zaslužek, ker tam na fakulteti mogoče dobijo asistent, ne vem, dobrih 1000 evrov, ne, pa ima mlado družino, ampak kot rečeno, v mejah dostojnosti, v mejah normalne, ne pa te zneski so pa tako ekscesni, da seveda pa ni nobenega opravičila več. Problem je ta, da bi najraje vse prepovedali, zdaj pa rekli, profesori ste za nič, tako kot je eno od politikov znanih rekel, itak, redni profesor 6 ur predava na teden in to je to, kaj pa je to? Se pa spominjam na tisto, kar je enkrat Picasso rekel, ko je neki ženski v 15 sekundah načečkal na papirček par trikotnikov, pa 3 kroge, pa ne vem kaj še vse, pa je dal pa rekel $15,000. Pa prav, kaj ste nori, to ste porabil 15 sekund, ali je rekel 50 let sem rabil, da sem do tega prišel. Približna logika je tudi... Portret je njen naredil, Portret, ja. Portret na prtiček, ne.